Dober večer in prijeten glasbeni pozdrav vam želimo, drage prijateljice in dragi prijatelji oddaje Veter nosi pesem mojo. Danes je tisti ponedeljek, ko je čas za glasbene goste. Le kdo ne pozna Nika Zajca, odličnega godca, ki pa nas je žal zapustil že leta 1998. Vendar za nadaljevanje njegove glasbe skrbi mlada in uspešna zasedba, ki sliši na ime Ansambel Zajc. Njegovega vnuka danes gostimo v studiu, z menoj je Anže Šuštar. Pozdravljeni, Anže. Vesel sem, da ste se odzvali našemu vabilu in da bomo lahko vašo pesem predstavili tudi v oddaji Veter nosi pesem mojo. Omenil sem vašo glasbeno družinsko tradicijo in verjetno je glasba tista, ki vas spremlja že od malih nog. Pa me zanima, kdaj ste se vi pravzaprav začeli ukvarjati z glasbo? Kdaj se je vaš glasbeni svet začel v taki meri, kot ga poznamo danes? Ja, v bistvu začel sem že zelo zgodaj z glasbo. V bistvu najprej sem začel se z učenjem harmonike, to je bilo pri mojih 7 letih. Potem pa skozi naprej, mislim, solo nastopi s harmoniko po tekmovanjih. Prvi ansambel sva pa z bratrancem Juretom ustanovila leta 2011. To je bila trio zasedba, ki se pol počasi razvila v skupino in tak ansambel postavljen, kot ga poznamo danes. Ta ansambel Zajc, katerega vodja ste vi, je že zelo uspešen. Zelo prepoznavno pesem imate. Všeč mi je, ko se smejiš, taka zelo spevna, poslušljiva pesem. Preden jo slišimo, pa predstavite še vse člane. Kdo ste ansambel Zajc in katero vlogo ima kdo v ansamblu? Ja, se pravi, zdaj sestavljamo zasedbo jaz. Na harmoniki in na glavnem vokalu, potem je še basist Simon Zorc, pevka Jana Čanadi pa kitarist Janez Gartner. Odkot prihajate, kje imate sedež? Ja, v bistvu jaz prihajam iz Lukovice, pri Domžalah, natančneje iz Zlatega polja, tako da imamo sedež pri meni. Tako da raztrešeni smo pa vsi po celi Sloveniji, tako da... Kdaj pa je nastala ta pesem, ki jo bomo danes slišali kot prvo? Ta pesem je pa nastala, se pravi, všeč mi, ko se smejiš, kako bi rekel, kakšne leto pa pol nazaj že, ker sem jo napisal po svoji resnični zgodbi, ki sem se zaljubil v eno punco in sem jo potem takrat napisal. Ta ljubezen še traja? Ja, tako je, še vedno. Je bila pa prvič predstavljena na festivalu Števerjan. In tam je bila tudi nagrajena? Tudi jaz, prvo nagrado za najboljšo trio zasedbo. Pol v poletju, v lanskem poletju smo pa posneli še ta videospot. In najbolje je, da ga kar poslušamo, spremljamo, da si o ansamblu Zajc ustvarimo vtis, potem pa nadaljujeva pogovor. Tako. Všeč mi je, ko se smejiš. Gledam skrivaj te tvoje oči, se čudno mi zdi, da všeč si mi ti. Saj najin je svet kot ogenj in led, razlika med nama kar nekaj let. Zares sem še mlad, zvenim kot bedak, da si me znorela, vidi že vsak. Mi vsi govorijo, sanjaj naprej, a ko se nasmihneš, nimam več mej. Všeč mi je, ko se smejiš, takrat najlepša se mi zdiš. Čeprav za mene nisi ti, srce si tebe ne želim. Všeč mi je, ko se smejiš, takrat kot angel zažariš. Po noči si le to želim, da s tvojim smihom se zbudim. Kdaj si huda kot zmaj, ko spravim te v smeh, pozabiš moj greh. Le s tabo pozabljam svoje skrbi, ker tvoj me nasmeh povsem pomiri. Bi
rekel ti rad, da moj si zaklad, nastisnil bi k sebi te srčno rad. A če ti kdaj rečem takšne reči, na licu nasmeh takoj ti zbledi. Všeč mi je, ko se smejiš, takrat najlepša se mi zdiš. Čeprav za mene nisi ti, srce si tebe le želim. Všeč mi je, ko se smejiš, takrat kot angel zažariš. Po noči si le to želim, da s tvojim smihom se zbudim. Všeč mi je, ko se smejiš, takrat kot angel zažariš. Po noči si le to želim, da s tvojim smihom se zbudim. Anže, prej ste omenili, da je ta pesem nastala po resničnih dogodkih. Lahko izdava še kaj več? Ja, v bistvu ne bi kaj preveč govoril o tem, sicer je pa to za punco, ki hodva še zdaj, v bistvu je pesem takrat prepričala, no, če lahko tako rečem. Prej sva omenila vašo bogato družinsko glasbeno tradicijo. Kakšni pa so vaši spomini na Nika Zajca? Ja, v bistvu spominov je bolj malo, no. Jaz sem bil star 4 leta, ko je umrl. Je par slik, ki pridejo takole čez glavo, ko se spomniš, ko sva hodila na vikend, ko sem bil na njihovih vajah v garaži, zmer prisoten, vsakokrat so me mogli pripeljati. To je pa to, no, v bistvu bolj se ga spomnim potem poznaj po posnetkih, po pesmih in take stvari. Kako pa je z vašo še drugo avtorsko glasbo? Eno pesem smo slišali, to ste napisali vi, še kaj? Ja, avtor vseh komadov v glavnem sem jaz. V bistvu naša prva skladba pred Všeč mi je, ko se smejiš, je bila pa Tiho jočem, ki sem jo pa napisal že v 9. razredu. Tudi po resnični zgodbi sem tisti pa ni lih uspelo, tako da je bolj žalostna pesem. Zato nimamo posnetega videospota, je bila pa tudi kar uspešna. 4-krat zaporedoma zmagala na Radio Veseljak na lestvicah in tudi po ostalih radijskih postajah se je kar vrtela. Potem, da je pa ta zadnja skladba, je pa Več me ni, posneta zdaj v novi zasedbi, ki je pa tudi kar v redu. Smo bili z njo na Slovenskem pozdravu že in tudi po radijskih postajah se kar vrti, tako da se nimam čist nič za pretoževati. Prej ste omenili, da ste bili na Števerjanu, tam ste zmagali s to prvo pesmijo, če sem si prav zapomnil. Z drugo, Všeč mi je, ko se smejiš. Radi greste na festivale, imate še kaj v načrtu? Ja, v bistvu smo bili do zdaj samo na Števerjanu, ki ga planiramo tudi letos. Za druge festivale pa še ni znano, ali bomo šli ali ne, za Števerjan smo kar odločeni že. Je pripravljena tudi že skladba, tako da se kar odvija lepo. Prej ste omenili, da ste se harmoniko začeli učiti že pri 7 letih. Z učenjem harmonike pa je povezan še en glasbeni ustvarjalec, tudi nekaj njegovih pesmi bomo slišali danes. Ja, tako je. To je pa človek, ki ga zelo spoštujem. Sva tudi zelo dobra prijatelja. Ker se harmonike tiče, me je zelo veliko naučil, tudi da v glasbi veliko napotkov. Sva še vedno v stikih, tako kot prijatelja. To je Martin Vodlan, je vodja ansambla Viharnik, ki so na sceni že kar nekaj časa. Tako da ja, pri 7 letih sem se začel pri njemu učiti, pa približno 8 let je trajalo to vse skupaj pri njem. Ste kdaj razmišljali, da bi svoje znanje širili tudi vi naprej? Ja, sem razmišljal, ampak zaenkrat imam s svojim ansamblom še zelo veliko dela, tako da časa za to mi kar primanjkuje. Zdaj bova poslušala eno pesem ansambla Viharnik, prav pesem ansambla, katerega član, vodja je bil vaš učitelj harmonike, Šopek za mami. Mogoče kakšna beseda o tej pesmi? Ja, to sem zbral zato, ker v bistvu ansambl Viharnik vsakoletno prireja koncert Šopek za mami, kjer je bil naš prvi javni nastop ansambla nasploh. To je bilo, mislim, da 2011, ko sva z Juretom ustanovili ansambl. In tudi za ta dogodek je tudi Martin napisal pesem z istim naslovom kot njegov koncert, tako da
Lepi spomini torej. Tako. Šopek za mami in ansambel Viharnik. Za mami je ženo dekle, zato naj ta dani osveči srce. Našla poti do prazni, za mami je ženo dekle, zato naj ta dani osveči srce. Ženo dekle, zato naj ta dani osveči srce. Anže, kar nekaj nastopov ste zdaj že dali čez. Kako se počutite na slovenski glasbeni sceni? Je tako, kot ste si predstavljali, kaj drugače? Kako ste zadovoljni? Ja, je veliko težje, kot sem si predstavljal kot otrok. No? V bistvu dela je ogromno, ansamblov je tudi ogromno, tako da težko se je prebiti naprej, no? Zelo težko. Ponavadi je fino, že skoraj nujno, da imaš nekoga, ki od zadaj, ki te usmerja in vodi po glasbeni poti, da ti malo še olajša delo. Kdo je to pri vas? Ja, najprej, čisto na začetku je bil to naš mentor Milan Kokalj. Potem po njim je pa prišla Alenka Gotar, ki nas je tudi pevsko postavila vse, kot se gre. Pomagala pri videospotu in tudi to novo zasedbo spravila skupaj. Tudi vi ste se pri njej učili peti, kaj ne? Ja, tako. Tudi to je. Veliko pa moramo seveda tudi sami narediti, ne, normalno. Kje pa radi nastopate? Kam vse gre ansambel Zajc, kje pa vsod ste že bili? Ja, v bistvu na začetku smo začeli v naših koncih, približno to je Domžale, Lukovica, Kamnik. Zadnje čase smo se pa razširili tudi povsod, po širni Sloveniji. Veliko imamo gorenjske, tudi nekaj štajerske. Tujino smo pridobili. Pretekli konec tedna se mi zdi, da ste šli čez mejo, če sem si prav zapomnil. Bomo šli ta vikend, ja. Bili smo drugače že v Švici, v Nemčiji, ta vikend gremo pa v Francijo. Komu? Na kak dogodek? To je v bistvu slovensko turistično društvo Planika, ki vsako leto prireja eno veselico. Tako da
so poklicali letos tudi nas in smo se z veseljem odzvali, tako da krenemo gor. Kaj pa radi igrate, kaj prepevate, kako je videti vaš repertoar? Ja, v bistvu poudarek je na Zajčevi glasbi, seveda mojega dedka in pa na mojih komadih. Seveda igramo pa čisto vseeno. Tudi zabavno glasbo? Tudi zabavno, popevke, tujo glasbo, vse, kar mora biti na zabavi. Kdo pa je v ansamblu zadolžen za povezovanje, za šale, za humorne vložke? To je moja vloga, ja. To ste Od samega začetka mi je ležalo in to je kar pri meni ostalo potem. Še eno pesem ansambla Viharnik bova slišala zdaj. Ti boš vedno moja bolečina, ta pa bolj otožna. Ja, bolj otožna. Je pa to prva skladba, ki sem se naučil sam, brez pomoči mentorja, Martina Vodlana. In je bil takrat zelo navdušen, ker je bila to ravno njegova skladba in takrat mi je bila zelo všeč. Ti boš vedno moja bolečina. Draga sem minila, ko zavidno si me zapustila, te srci ne more pozabiti, žalosti prikriti se ne da. Mar te nisem vidno srčno ljubil, mar takrat ti nisem že obljubil, da boš ti edina moja sreča, žena ljubljena. Ko bi vsaj le enkrat pisala, saj oprosti bi dejala, rekel bi, pa čeprav boliče, da v življenju sreče ti želim. Svoje samimitje, zate v njega sem posadil cvetje, vse do konca mojega življenja. Kraj trpljenja bo in kraj gorja. Ko bi vsaj le enkrat pisala, saj oprosti bi dejala, rekel bi, pa čeprav boliče, da v življenju sreče ti želim. Čeprav boliče, da v življenju sreče ti želim, da v življenju sreče ti želim, da v življenju sreče ti želim, da v življenju sreče ti želim.
Prej ste omenili, da veliko nastopate, da greste tudi v tujino. Katere pa so tiste priložnosti, na katerih ljudi zabavate, prepevate in igrate? Ja, v glavnem so to obletnice, rojstnodnevne zabave, veliko je porok, nekaj tudi veselic, pa koncertov, tako da vsega pa malo. Ste že stkali kakšne prijateljske vezi z drugimi podobnimi ansambli? Ja, v bistvu narodnjaki smo sploh znani potem, v bistvu pa tudi vsi glasbeniki, da se skoraj vsi poznamo med sabo, ker se družimo po raznih festivalih, koncertih, tako da se kar poznamo med sabo, ja. Prej ste omenili, da veliko preigravate pesmi ansambla Nika Zajca. Kateri ansambel, ki pa še zdaj deluje, pa je tak, da vam je všeč, da z veseljem tudi njihove pesmi zaigrate? Ja, to je v bistvu ansambel Viharnik, veliko. Potem mi je blizu tudi ansambel Petra Finka, ansambel Braneta Klavžarja, Alpski kvintet, potem se pa že neha, no, potem. To so res tisti, ki so mi res blizu. No. Zdaj počasi že nastajajo pesmi za samostojno ploščo, za samostojni projekt. Koliko sva prej omenila, da jih je že in koliko je še tistih, ki so v povojih? Ja, zaenkrat so 3. Jih je pa nekaj, kar še v povojih. Idej je veliko, tako da planiram, da do konca leta bi se šlo, no? Tako da je kar dosti materijala. Konec leta pa načrtujete tudi koncert. Tako je, konec leta planiramo koncert Miklavžev večer Zajčevih melodij, ki je že bil predlansko leto, tako da letos ga bomo pa ponovili. Kdo pa skrbi za vašo zunanjo podobo? Kako ste napravljeni, ko greste kam igrat? Kak je vaš slog? Ja, v bistvu napravili smo se na začetku sami. Zdaj pa, ker smo mečkem bolj prepoznani, moramo biti bolj urejeni, tako da prepuščamo to ženskim rokam. Velikokrat je to naša mentorica Alenka Godar. Pa tudi sami povemo, kaj nam je všeč, pa kaj ne. Prej ste omenili, da prihajate iz Lukovice in da ste drugi člani razpršeni povsod po Sloveniji. Prej pa ste mi omenili, ko smo se pogovarjali, da imate sorodnike tudi v naših krajih. Ja, tako je. Tukaj je, v Zagorju je moja teta doma, najboljša prijateljica, tako da sem velikrat tudi v vaših koncih. Super, smo veseli in še toliko bolj, da ste se potem odzvali našemu vabilu. Še eno pesem ansambla Viharnik bomo slišali, naslov pa je Zaklad narave. Poznate to pesem, kaj ne? To poznam, posneta je bila na Veliki planini, kamor pa zelo rad zahajam. Mi je tudi en najlepših krajev v Sloveniji, tako da mi je že od nekdaj všeč, od majhnega. Zaklad narave, ansambel Viharnik, tudi v oddaji Veter nosi pesem mojo. Zaplešite vsi, zakon nabrusite, petine danes srečno po srci.
Priglaša jih dobrote, semlične vse dobi. In marsikdaj v name plani naše srci. Holja, holjerijo, na planini je lepo. Holja, holjerijo, sekundo zviše nam oku. Holja, holjerijo, veselo zaplešite vsi, zato nabrusite, Petrina danes srečno bo srci. Zato nabrusite, Petrina danes srečno bo srci. Anže, je harmonika vaša najboljša prijateljica ali imate še katero drugo? Ja, v prvi vrsti je harmonika, pole bo vse ostalo. Ampak poleg harmonike igrate še na kako glasbilo, katero še? Ja, ukvarjam se tudi z bas kitaro, akustično kitaro, pol se pa že končano. Prioritete mi je pa harmonika, pa seveda petje. Se s kako kitaro radi usedete tudi v naravi ob kakem tabornem ognju, pa kako zapojete? Ja, zaenkrat še ne, no. Zaenkrat smo kvečem, če igramo na kakšne kresovanju s kompletnim ansamblom, to je pa to. Kako pa gledate na vso množico ansamblov, ki so na glasbeni sceni? Ogromno jih je, veliko je tudi novo nastalih. Kako spremljate druge ansamble? Se kdaj primerjate, jih kdaj tako po svoje ocenjujete, jih poslušate? V bistvu primerjam se pa že od nekdaj nič, no. Se sploh ne primerjam, v bistvu tudi ne ocenjujem kaj. Zdi se pa mi, da je odločno premalo izvirnosti. Vse je nekaj kup posnemanja, ansambli, da sploh mladi se zgledujejo po enem idolu in vsi delajo isto in to mi nikoli ni bilo všeč. Je pa tako, da v bistvu je že od malih nog, kar sem poslušal, nisem poslušal veliko narodno-zabavne glasbe. Kar sem poslušal mojega dedka, to je pa to. Tako da sem bil bolj v drugih vodah, kar se poslušanja tiče. Ampak me je potem pot peljala v narodno-zabavne, sem bolj tukaj ostal. Mogoče mi je to pripomoglo k temu, da sem bolj izviren, da so moje melodije majčkeno drugačne, ker nisem poslušal toliko drugih. Če se malo ozrete po svoji glasbeni poti, na kaj ste najbolj ponosni? Kaj je tisto, kar bi lahko poudarili v tem trenutku? Ja, v bistvu najbolj bi bil lahko ponosen na to, da mi je uspelo ustvariti to, kar sem se vedno zaželel, svoj ansambl in da uspešno deluje. To je glavna stvar. Kakšne načrte pa še imate s svojim ansamblom, z ansamblom Zajc? Ja, v bistvu načrti so jasni za prihodnost. Snemanje komadov, izdaja prvega CD-ja, letos imam namen posneči kakšen videospot, narediti en koncert in to je pa to, no. Kje pa se vas da kaj videti, o vas kaj prebrati, kak podatek poiskati? Ja, v bistvu smo na Facebook strani, imamo svojo Facebook stran, kjer nas lahko najdejo vsi ljudje, potem telefonska številka tudi obstaja. Kar povejte jo. Ja, telefonska številka 031 877 486. Če bi vas kdo najel za kako nastopanje, je ta številka tista, ki pelje do vas, kaj ne? Ja, tako. Dobili boste mene, se bom oglasil na drugi strani, tako da smo pa dosegljivi vsem. Ste že kaj zasedeni za naprej? Ja, nastopi se kar vrstijo, no, čez celo leto, tako da sem kar zadovoljen s tem. Zdaj bomo v naši oddaji poslušali še eno pesem ansambla Viharnik, Harmonika je kriva za vse. Ob koncu najinega pogovora pa še enkrat tista vaša, s katero smo danes oddajo tudi začeli. Tako. Zdaj pa Harmonika je kriva za vse. Pa bomo potem vprašali Anžeta, ali je to res tako. Spoštovan si, ker si muzikant, saj vedno vesel si in nosiš vibrant. Igraš in prepevaš mi vse noči, doma pa te ženkica čaka, sama spi. Ko prideš domov, prav mrko se drži, te sploh ne pogleda, je jezna moči. Potem, ko denarji položiš v roku, na jezo pozabi in spet je vse lepo. Harmonika kriva je, da je tako, da krivci smo mi pa državi.
družinski možje in radi imamo vsi naše ženi. Žene so take, mož pa dobro vi, kako potolaži se njino srci. Je tiho, ne dražijo in le molči, ker mok je zlato in to povsem drži. Pri nas muzikankih vedno je tako, da žena je glavna, če ne je hudo. To kruta resnica je in res drži, da hlače pač nosijo žene, ne pa mi. Harmonika kriva je, tako, da krivci smo mi, pa držalo ne bo. Smo čistota, pravi družinski možje in radi imamo vsi naše ženi. Čistota, pravi družinski možje in radi imamo vsi naše ženi. Anže, bi lahko rekli, da glasba predstavlja vaš način življenja, da je glasba tista, brez katere se ne da živeti? Ja, bo kar držalo, ja. To je že od nekdaj. Odkot pa vi črpate navdih za ustvarjanje novih pesmi? Kaj je tisto, kar vam daje voljo, energijo, motivacijo za to vrstno delo? Ja, to pride kar samo od sebe, ne. V bistvu velikrat so razlog moje lastne izkušnje, osebno življenje, ali pa izkušnje drugih ljudi okoli mene, tako da vse je nekako povezano z mojo okolico. Verjetno mora biti pesem najprej všeč vam, da je potem všeč tudi poslušalcem. Kako je s tem? Ja, v bistvu pesem je takrat, ko začutiš, mislim, da je v redu, takrat bo v redu, no. To samo od sebe pride, to se ne da pojasniti. Ob koncu najinega pogovora bova še enkrat slišala tisto pesem, s katero smo danes začeli. Všeč mi je, ko se smejiš. Ko je ta pesem še nastajala, ste vedeli, da bo tako prepoznavna in da bo taka, da že kar poslušalci sami dajo naslov pesmi, pa rečejo, ta je pa tista? Ne, sploh nisem imel tega občutka. Zato pesem pa res ne. V bistvu v štartu mi sploh ni bila všeč. Všeč mi je bilo samo besedilo. Sem rekel, to ne vem, če bo šlo, ampak dajmo jo posneti, ne. In pa smo posneli, šli na Števerjan in kar naenkrat bum, je kar bilo. Ja, ob koncu najinega pogovora bi se vam rad res lepo zahvalil, ker ste se odzvali našemu vabilu. Pozdrave prenesite tudi drugim članom vašega ansambla in upam, da se še kdaj slišimo tukaj na tem mestu, če ne prej, ko izide vaša samostojna CD plošča. V redu, hvala tudi vam. Vam, drage gledalke in gledalci, pa hvala za današnjo družbo in pesem ansambla Zajc Všeč mi je, ko se smejiš bo zaokrožila nocojšnje ponedeljkovo druženje. Do prihodnjega tedna pa se imejte kar se da lepo. Srečno. Ko gledam skrivati tvoje oči, se čudno mi zdi, da všeč mi ti. Saj najin je svet kot ogenj in led, razlika med nama kar nekaj let.
Zares sem še mlad, zvenim kot bedak, da si me znorela, vidi že vsak. Mi vsi govorijo, sanjaj naprej, a ko se nasmihneš, nimam več mej. Všeč mi je, ko se smejiš, takrat najlepša se mi zdiš. Čeprav za mene nisi ti, srce si tebe ne želim. Všeč mi je, ko se smejiš, takrat kot angel zažariš. Po noči si le to želim, da s tvojim smihom se zbudim. Kdaj si huda kot zmaj, ko spravim te smih, pozabiš moj greh. Le s tabo pozabljam svoje skrbi, ker tvoj me nasmeh povsem pomiri. Bi rekel ti rad, da moj si zaklad, da stisnil bi k sebi te srčno rad. A če ti kdaj rečem takšne reči, na licu nasmeh takoj ti zbledi. Všeč mi je, ko se smejiš, takrat najlepša se mi zdiš. Čeprav za mene nisi ti, srce si tebe ne želim. Všeč mi je, ko se smejiš, takrat kot angel zažariš. Po noči si le to želim, da s tvojim smihom se zbudim. Všeč mi je, ko se smejiš, takrat kot angel zažariš. Po noči si le to želim, da s tvojim smihom se zbudim.